V nedeljo smo spet predstavljali uro, starejši gledalci ste z nje pobrisali prah, mlajši pa sploh ne veste, da se ura prestavlja. No, premik ure pa seveda vpliva na vse prebivalce planeta Zemlja, kjer čas štejemo že cirka 5000 let. V vprašanje časa se je poglobil profesor dr. Fakin Sajko. Človek. Čas teče in nič ne reče. Čeprav je že Albert Einstein dejal, da je čas relativen, s čimer se jaz strinjam. Kot 30-letnik lahko povem, da mi od 23. leta naprej leta tečejo hitreje kot Usain Bolt. Kaj ne rečem, sem star, 3-krat se obrnem, v 4. me pa v hrišu šipne. S časom smo začeli opisovati tudi naše občutke. Če je nekaj dolgočasno, to pomeni, da traja dlje, kot smo si mi to želeli. Kot recimo ta uvod, ki ga še ni konec. Na srečo pa je čas le človeški konstrukt, ki nevednim pomaga razumeti, zakaj se vsake jutro zbudijo zrelejši in nažalost tudi grši. Nažalost smo se rodili po našem štetju. Če bi se rodili prej, potem bi bilo super, ker takrat niti niso še šteli in baje, da je bilo noro. Mi smo začeli šteti kar nek nasred, kva pa vse tiste minute, sekunde in dnevi, preden smo začeli šteti, a to pa nobenega ne zanima, kaj? Potem imamo pa še različne ure, ki tik-taka, čist po svoje vsaka. Zelo popularne so tudi digitalne ure, ki ti poleg štetja časa štejejo tudi korake, da boš ja vedel, kjer je tvoj ta zaden. Najbolj popularne pa so še vedno klasične analogne ure, s katerimi ne moreš iti narobe. No, razen če zmanjka baterije, kar se zgodi prevečkrat. Recimo, Jure Godler ima tudi klasično uro in on klasično zamuja. Še zmer ga ni. Na koncu pa imamo še zimski in poletni čas, da smo ja še bolj zmedeni. Po mojem mnenju bi bilo bolje, če časa sploh ne bi bilo. Ampak vprašamo še Ljubljančane. Žujo, da te lahko nekaj vprašam? Aha, nima časa. Nima ure. Kako pa veš, da nimaš časa? Kakšno je vaše mnenje glede prestavljanja ure iz zimskega na poletni čas? Nimam mnenja. Moje mnenje je, da to je popolnoma nesmiselno. Mislim, zdaj ne zdi se mi potrebno, no. Jaz sem se navadil na to in ne bi spremenil. Se pravi, vse pride s časoma, tudi navada. Tudi. To je človek, ki definitivno nikamor ne zamuja. On pride, kaj hoče. Kar naporno. Jaz sem bolj zaspan tip, no, tako da vsaka ta sprememba me kar iztir. Se pravi, vam ni bilo všeč, da sem vam v nedeljo vzel 1 uro? V bistvu res, ja. Bi bilo bolj, če bi jo vzel v ponedeljek. Predvsem to. So nam spet vzeli 1 uro, ne? Kdaj nam jo bojo dali nazaj? Ja, kdo je to vzel, ne vem točno. V bistvu, ja, dobro vprašanje. Nikoli nisem sploh razmišljal v tej smeri. Ampak, ne vem, ja, vzeli so nam dobesedno 1 uro stran od življenja in ne bom je nazaj. To je ta trenutna vlada, ne, Golobova. A ne bi bilo boljše, če koncept časa sploh ne bi obstajal? Ja, to je pa težko vprašanje, ne? Kar filozofsko, ne? Smernice moramo imeti, ki se jih držimo. To je kad da bi Goloba poslušal. Ja, nisem lih človek, ki bi se ful rad držal pravil, to ne, ampak se mi zdi, da neka osnovna pravila pa morajo biti. To je moje mnenje. Okej, vaše mnenje je napačno. Samo časa, Recimo, slovenske železnice ne bi več zamujale, menstruacija ne bi zamujala, železnice so kar. pa tudi noben ne bi več trpel za predčasno ejakulacijo. Ja, primer. In bi bil problem rešen. Enkrat ti uro ukradajo, potem ti jo pa čez nekaj cajta spet dajo nazaj, kar pomeni, da nima to nobenega smisla. Čas je rekonstrukt, kar pomeni, da nikoli nisi pozen, ker pozen sploh ne obstaja. Kdaj je torej vprašanje tistih nevednih? Odgovor pa kadarkoli in ves čas. S terena se javljam profesor dr. Fakin Sajko. Za ta teden, če to sploh je ta teden ali je tudi ta teden le konstrukt, ki ima sam sebi pomen, pa sam sebe ne razume. Kakorkoli, pojdimo nazaj oziroma naprej v studio. Jaz sem samo to rekel. Hvala Bogu, da je digitalna tehnologija tako napredovala, da se to snema digitalno, ker če bi film stran metal za take prispevke. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.